v spomin Veljku Bulajiču, enemu največjih režiserjev bivše države, ki se je reklo Socialistična federativna republika Jugoslavija. Pred nekaj meseci nas je zapustil, vendar je za sabo zapustil tudi velik opus svojih filmov. No in danes smo se tukaj dobili, zato da si pogledamo njegov kultni film Bitka na Neretvi iz leta 1969. Jaz se moram samo zahvaliti Sarajevo Film Center, kateri nam je prijazno odstopil to restaurirano verzijo za nocojšnjo projekcijo. In brez dolgovezenja bi povabil na oder dr. Božeta Repeta z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Zelo me veseli, da je tukaj toliko mladih. Sem mislil, da bo v glavnem naš opuščeni program, ampak vidim, da so se stvari spremenile. Torej, jaz sem nek kratek tekst o tem filmu že napisal in je na spletni strani Kinoteke, in ker domnevam, da ga je vsaj del od vas prebral, sem te stvari nekoliko spremenil. Razen tega imam tudi malo manj časa, kot je tam napisanega, tako da bom kar začel. Torej, druga svetovna vojna je bila v povojni Jugoslaviji navzoča v vseh umetniških zvrsteh. Segala je celo na področje stripa, kjer sta bila tedanjim generacijam najbolj znana stripa o Bošku Buhi, o katerem so sicer posneli tudi film, in o Mirku in Slavku. Moja generacija še pomni legendarni stavek Mirko, pazi metak, in odgovor hvala, Slavko. Tematska obravnava odporniškega gibanja v vseh umetniških zvrsteh je služila potrjevanju legitimnosti oblasti zmagovalne generacije in tudi njeni mitologizaciji. To sicer ni bila nobena jugoslovanska posebnost, čeprav se to danes v ideološkem kontekstu tako predstavlja. To je bila značilnost tudi obeh polov hladne vojne. Glavno vlogo v poveličevanju narodno-osvobodilnega boja in revolucije sta sicer imela kiparstvo in slikarstvo. V povojnih desetletjih je nastalo na stotine spomenikov in spominskih obeležij, posvečenih dogodkom iz druge svetovne vojne, ki so bili po razpadu države in nastanku nacionalnih držav v veliki meri porušeni ali zanemarjeni. Od vseh oblik spominjanja in utrjevanja ideologije bratstva in enotnosti je seveda imel največjo moč film, v katerem so svoje talente združevali različni jugoslovanski producenti in igralci. Produkcija je zelo raznolika, sega od socialističnega realizma preko tako imenovanega črnega vala 60-ih let, rdečega vala 70-ih, znanega predvsem po tako imenovanih partizanskih westernih, do zelo različnih pristopov v 80-ih. Najpomembnejša oziroma najbolj glorificirana umetniška dela nasploh, še posebej pa v filmu, so bila tista, ki so bila povezana z voditeljem narodno-osvobodilnega gibanja in revolucije Josipom Brozom Titom. V ospredju sta še posebej dve bitki, bitka na Neretvi in bitka na Sutjeski, v kateri je Tita igral Richard Burton. V kontekst filmov, kjer ima pomembno vlogo Tito, sodijo še Desantna drva iz leta 1963, ki prikazuje dogodke operacije Konjev skok, torej desanta, s katerim so Nemci maja 1944 še zadnjič skušali zajeti Tita in vodstvo narodno-osvobodilnega gibanja. Ta film je režiral Fadil Hadžić. Potem je tukaj Užiška bitka iz leta 1974, ki ga je režiral Žika Mitrović, in Vrhovi Zelengore iz leta 1976. Ta prikazuje najbolj dramatične trenutke ofenzive na Sutjeski. Poleg vsebinsko in snemalno zahtevnih epskih filmov so snemali tudi take, ki so v ospredje postavljali nesmiselnost vojne ter dvoma in stiske ljudi. Filme so snemali celotno obdobje socialistične Jugoslavije, zato so tudi slogi in pristopi zelo različni. Poleg jugoslovanskega partizanskega filma, za katerega je še posebej v 60-ih letih tlelo politično upanje,
da bo postal osnova za graditev nadnacionalne jugoslovanske socialistične kulture, so filme z vojno tematiko snemali tudi v nacionalnih okvirih. Celo kosovski Albanci so leta 1982 posneli popularen film Peteronogi zajec po romanu pisatelja Rifata Kukaja. Ta roman je bil sicer preveden tudi v slovenščino. Gre za film o začetkih druge svetovne vojne in italijanski okupaciji Kosova skozi oči vaških otrok. Tudi Slovenci smo, kot veste, svoj prvi celovečerni zvočni igrani film v zgodovini posneli s partizansko tematiko leta 1948. Film Na svoji zemlji je bil v času diplomatskega boja za meje posvečen Primorski. Iz zgodnjega obdobja slovenskega partizanskega filma sta znana tudi Dolina miru, režiserja Franceta Štiglica iz leta 1956, Kala iz leta 1958 po istoimenski povesti Ivana Ribiča in znova režiserja Franceta Štiglica Balada o trobenti in oblaku iz leta 1961. Tu se zgodba osredotoča na junakov notranji boj in končno odločitev za osebno žrtev v imenu boja proti okupatorju. V podoben kontekst sodi film Trenutki odločitve Františka Čapa iz leta 1955. Vsi ti filmi ne temeljijo toliko na akcijah, kot na psihološki in etični sporočilni vrednosti. Med bolj kritične partizanske filme sodi kasnejši Nasvidenje v naslednji vojni, ki je zelo razburil tedanjo politiko. Gre za film, ki je leta 1980 nastal po romanu Menuet za kitaro na 25 strelov pisatelja Vitomila Zupana in ga je režiral Živojin Pavlović. Je eden zadnjih partizanskih filmov iz časa, ko je že začel naraščati odpor do pretiranega glorificiranja narodno-osvobodilnega boja. Torej časa naraščajoče kritike oblasti, nastajanja alternativnih gibanj, usihanja jugoslovanskega socialističnega patriotizma, a hkrati še vedno velike moči ostarele partizanske generacije, prepričane, da se bo titoizem pod geslom tudi po Titu Tito nadaljeval še naprej. Šele po 3 in več desetletjih praznine na tem področju smo leta 2019 spet pričakali partizanski film Preboj Dejana Baboška. Nismo pa v času bivše države uspeli posneti nobene partizanske epopeje iz slovenskega partizanskega gibanja po resničnih dogodkih, ki bi bila primerljiva recimo z to Neretvo ali Sutjesko. Tako ambicijo je imela Dražgoška bitka, doslej največji in najdražji televizijski filmski projekt v Sloveniji, a na koncu ni bilo ne nadaljevanke in ne filma. Drugo leto bo 80 let od konca druge svetovne vojne, zmage nad fašizmom in nacizmom in osvoboditve in morda bomo na to temo dočakali vsaj kakšen skromen film. Če se za konec vrnem k Bulajiču, zaradi katerega smo danes tukaj. Bil je pripadnik generacije, ki je izrasla iz partizanskega boja in ideologije bratstva in enotnosti. Vojno je sam doživel kot partizan, filmske obrti pa se je naučil v Rimu. Tam je tudi študiral pri velikih režiserjih, kot sta Federico Fellini in Vittorio De Sica. Že prvi filmi v začetku 60-ih let, Vlak brez voznega reda, Vojna in Vzkipelo mesto so pobirali zlate arene v Pulju. Do bitke na Neretvi je izstopal še s Kozaro in atentatom v Sarajevu. Bitka na Neretvi je postala najbolj gledan jugoslovanski film in eden najbolj gledanih evropskih. Poleg drugih visokih nagrad je dobil tudi nominacijo za tujejezični film za Oskarja. Danes, več kot 30 let po razpadu države, v kateri je nastal, ostaja eden glavnih simbolov kulturne moči in ustvarjalnosti jugoslovanskih narodov. Jugoslovanski partizanski filmi pa so, čeprav država ne obstaja več, tudi sicer v mednarodni kinematografiji dobili svoj zgodovinski kotiček in jih občasno predstavljajo na retrospektivah in drugih festivalih. Torej, uživajte v predstavi, sploh, če ga gledate prvič v dvorani. Hvala.